Danes bi vas iskreno rada navdušila nad algami. Alge so res izjemne in ne vem, če ste vedeli, v morju je več alg, kot je zvezd na nebu. In ne samo to, če alg ne bi bilo rib, ne bi bilo koral, ne bi bilo ničesar na tem svetu. Morsko življenje dobesedno ne bi obstajalo, če ne bi bilo alg. In če pogledate vaše lončnice, vaše rože, ki jih imate doma, boste opazili, da vsa tista gnojila v obliki palčk ali pa v obliki nekih teh meric, ki jih date in mešate z vodo, vse to je iz alg. Alge so perfektno gnojilo in veste kaj, perfektno pognojijo, da boljše dela tudi človek. Torej, perfektne so za nas, seveda ta prave, osebno priporočam ekološke, zelo nujno, rjave morske alge, in te lahko za nas ogromno naredijo, ne samo zaradi tega, ker so odlično hranilo za naše telo. Če recimo pogledamo in primerjamo, kaj se dogaja s kopenskimi rastlinami, bomo videli, da imajo mnogokrat več magnezija, kalcija, vseh mineralov, tudi beljakovinsko so alge zelo bogate, ampak niso pa najbolj dobre v tem smislu. In že leta nazaj je v oddaji Klepet ob kavi, ko je gostovala zdravstvena trenerka Simon Godina, le-ta omenila in pozvala ljudi, da če ne uživajo in ne verjamejo v nobeno prehransko dopolnilo na tem svetu, potem naj uživajo vsaj alge. Ekološke, seveda, rjave morske alge, saj bodo na ta način dobili cel spekter različnih vitaminov, različnih mineralov, ki jih naše telo dejansko potrebuje in še mnogo več. In danes je res temu tako. Danes niso samo tisti, ki imajo težave s ščitnico, tisti, ki uporabljajo alge, ampak tudi drugi. Spomnimo se Simoninih modrosti. Da so alge sam jod, pa ni samo to. Kot si omenila, so en tak zelo dober multivitamin. Ko mene vprašajo, kakšne vitamine priporočaš, jaz v bistvu v taki obliki vitamine priporočam, ker alge so res eno tako super živilo. In v morju itak najdemo zdravje. Tako da še Hipokrat je rekel, pojdite v morje po svoje zdravje. Za ženske je zelo koristno. Recimo tiste, ki imajo močne menstruacije, pa močno krvavijo, bojo imele korist v dan, zato ker jim bojo nadomestile to železo, vse te minerale, ki jih izgubljajo. Preden nastane menstruacija, že v tisti folikularni fazi, kjer nastajajo jajčeca, bojo pa tudi bolj kvalitetna jajčeca. Tako da tiste, ki se mogoče pripravljajo za nosečnost, tako za ženske kot za moške, za oba. Če le lahko, dajmo torej alge vključiti v naša življenja na tak in drugačen način, se obstajajo zdaj že tudi kakšni čipsi iz alg in pa začimne mešanice, kjer so alge dodane. In tudi to je en super in krasen način. Sicer pa naj vam povem, da obstaja en vzorec. Vzorec, zakaj imajo recimo na moški strani polagalci parketa, pleskarji, industrijski delavci, vsi, ki so v stiku z topili, lepili, takimi in drugačnimi zadevami, zakaj imajo težave z imunskim sistemom, zakaj lahko imajo težave tudi s prostato, zakaj dejansko pride do obolenj, do rakavih zadev. In na drugi strani pri ženskah, zakaj imajo tako pogosto težave ravno vizažistke, frizerke, ogromno frizerk, tele, ki delajo nohte in tako naprej. Zakaj ravno dejansko pri njih? In odgovor je zelo preprost. Tukaj so okoljski toksini tisti, ki naredijo veliko škodo v telesu in alge lahko pomagajo tudi pri tem. Če je naravnega izvora, je to tisto, kar telo potrebuje. Dobili bi ga lahko tudi iz zelenjave, ampak je naša zemlja že toliko opustošena, da bomo težko dobili iz sadja pa zelenjave kaj takega. Tako da v algah, še posebej, če imamo koncentrat iz alge, je to najlepši način, da ga telo sprejme. Če je pa umetnega izvora, sintetičnega,
se bo pa nalagal v telesu in ne bo naredil nič funkcionalnega, ampak bo samo uviril telo. Najbolj pomembno živilo na svetu so alge. Kot prvo spirulino in klorela je izpostavil, takoj zatem pa rjava morska alga. Tako da vsak bi naj to užival redno. Z leti moje navdušenje nad algami raste in osebno vam lahko povem, alge in gobe. Tukaj najdem največ navdušenja in tudi največ dobrih učinkovin. In alge so res super zaradi tega, ker ljudje, ki nočejo preveč razmišljati o tem, kaj rabijo zdaj za razstrupljanje, kaj rabijo zdaj za hranilo za telo in podobno, vzamejo alge in dobro z njimi dejansko živijo. Ampak je pa vseeno fajn, da vemo, kaj v bistvu naredijo, zaradi česa. Zato, ker rjave morske alge je treba uživati dlje časa, da dobimo fajne efekte. In če razumemo, kako delujejo in na katerih nivojih vse delujejo, se bo zgodilo to, da bomo imeli večjo motivacijo za disciplino, pa da jih res vzamemo in uporabljamo na dnevni ravni. Rjave morske alge delujejo na način, ko mi to zaužijemo. Najboljše je, da se vzame zvečer. In potem, ko mi to zaužijemo, one vežejo na vse strupe, vse strupnine, hormonske motilce, težke kovine in mi potem to izločimo iz telesa. Definitivno bi jih še posebej priporočala vsem kozmetičarkam, frizerkam, ker so izredno vsakodnevno izpostavljene vsem tem težkim kovinam in bi bilo res super, da se to jemlje. In je pa tudi tako, da ni to dosti, da vzamemo enkrat ali pa en mesec jemljemo ali pa mogoče vsak drug dan spomnimo. Ne. Potrebno je doslednost, potrebno je, da se zares vzame vsak dan, zvečer pred spanjem in pa najmanj 3 mesece. Super je seveda tudi več, ampak manj kot 3 mesece pa ne. Ker če smo mi leta in leta stropili svoje telo, ne moramo potem pričakovati, da se bo v enem mesecu pa kar zrihtalo. Ne se ustavljati tukaj, vzemite si čas, preberite si še kaj, poglejte si še kakšno zadevo, kajti tele naše sekunde skupnega druženja gredo zelo hitro, alge si pa zaslužijo veliko več vaše pozornosti. In to ekološke rjave alge, zakaj to vedno poudarjam? Zaradi tega, ker si lahko za neekološko in pa necertificirano izbiro si lahko povzročimo še več škode. Ker kaj alge delajo podobno kot gobe, iz okolja vlečejo toksine in vlečejo nase. In če vi dobite alge, ki so že nasičene različnih toksinov, ki so jih pobrale ven iz okolja, potem imate lahko težave, potem vam dejansko ne bodo pomagale. Tako da bodite pozorni, preverite in tukaj vam lahko pomagamo, lahko vam pokažemo pot na klepetobkavi.si in najdete nov zavihek videoknjižnica, kjer si lahko pogledate še kaj več, ampak vam svetujem, da si pogledate in preberete tudi kakšen članek ekološke rjave morske alge, recimo napišite in boste spoznali ogromno različnih nivojev in tudi način, kako lahko pomagajo vam. Vam pa še enkrat svetujem in vas opozarjam, vse, kar vidite v oddaji Klepet ob kavi, deluje po sistemu 3 stebrov in to je prehrana, navade in pomagala. Ekološke rjave morske alge so sicer živilo, ampak spadajo kot pomagalo in dopolnilo v tej obliki, recimo. In kot mnogokrat poudarimo, pomagala, dopolnila ne nadomestijo tudi navad in pa prehrane. Prehrana naj bo ekološka, sezonska in lokalna, navade pa zelo osnovne in sicer voda, svež zrak in pa seveda najbolj pomembno spanje.